Lepo pozdravljeni. Lansko leto ob tem času je Maribor skupaj s partnerskimi mesti od finskega Turkoja in estonskega Talina prevzel naziv Evropska prestolnica kulture. Gesli projekta sta bili Zavrtimo skupaj in Eksplozija kulture. Ob začetku leta je čas za revizijo, zato v naslednjem reportažnem zapisu preverjamo, kako in če je Maribor izkoristil ta naziv. Programski ekipi je pravzaprav v dokaj kratkem času uspelo zasnovati program. Navkljub vsem različnim razprtijam in finančnim negotovostim je uspel velik met. Obstoj prestolnice kulture je bil ogrožen do zadnjega, a se je razcvetela v več kot 5000 dogodkov. Sem prepričan, da smo upravili zelo zahtevno delo, da smo dali mestu in drugim partnerskim mestom en impuls in predvsem nakazali, kako bi bilo s pomočjo kulture, kreativnosti lahko vzpostaviti eno živahno mesto prihodnosti. Znotraj nje 4 programski sklopi. Mednarodno zasnovan Terminal 12, ključi mesta za mislijo oživitve mestnega jedra, urbane brazde, ki so kulturo povezale z naravo in virtualno življenje do dotik. Ob tem pa še kulturne ambasade, priložnost za vse in projekt Univerze Razum. Eminentni razumniki, najrazličnejši umetniki, tudi politiki, domači in tuji. Nemška intelektualca, filozof in medijski teoretik Boris Groys ter pesnik Hans Magnus Enzensberger, romunski režiser Silvio Porcarete s predstavo Faust, ruski šahist in politik Garry Kasparov, francoski literat in režiser Jean-Claude Carrière, avstrijski fotograf Erich Lessing in brez številni drugi. Eden tistih, ki je bil v prvem planu, je bil tudi Drago Jančar. So vrhunci EPK gotovo bili recimo prihod Jana Fabra, na drugi strani je programski sklop urbanih brazd, zanesljivo, z enotnim mnenjem nekaj, kar seveda velja posebej izpostaviti in pohvaliti. Med najdražjimi projekti 445 000 evrov in 349 000 evrov sta bila Festival umetnosti in dediščine, Ptujsko kurentovanje in Festival Lent, siceršnji stalnici štajerske kulturne scene. Splošna statistika obiskanosti 2 milijona. Med bolj obiskanimi sklop razstav Umetnost zmeraj zmaga ali razstava Nemci in Maribor. Za slednjo skoraj 15 000 obiskovalcev v 3 mesecih. Medtem je marsikateri projekt, tudi projekt 12, kljub prepoznavnim gostom, večkrat pritegnil vse premalo ljudi. V okviru EPK se je več dogajalo kot prejšnje leta, ampak ne toliko več, da bi to bilo neke omembe vredno. Moglo bi se vsako leto toliko dogajati, kot se samo letos. Mislim, da je Maribor s tem malo pridobil prepoznavnosti tudi v svetu, ker so kar veliko promovirali. Bi pa pričakoval osebno mogoče nekoliko več obiska iz Ljubljane oziroma iz zahodne Slovenije. Morebiti so še vedno neki stereotipi v glavah in vendarle bo treba pristati na to, da nimamo samo eno kulturno središče v Sloveniji, ampak da imamo 2 in po možnosti še več središč. V zraku je od začetka evropskega prestolovanja vse bolj prisotna tudi besedna zveza o miselnih premikih v glavah ljudi, o redefiniranju kulture in razmišljanja meščanov. Ta množica, ne samo množica, ampak tudi kvaliteta teh dogodkov je mogoče v nekih mladih ljudeh ali pa tudi starejših premaknila neke reči, mogoče koga napotila v smer kreativnosti. Nekaj, kar je pa tudi izjemno, je pa seveda tudi moment povezovanja. Če bomo takrat, sem si želela, če bomo uspeli napraviti to zgodbo, da bo zelo intenzivno povezala različna mesta, torej vsaj teh 6 partnerskih mest, kopico institucij, ustvarjalcev in na vse zadnje vzpostaviti različne koprodukcije ter sodelovanje z ustvarjalci v Sloveniji in tujini, potem bomo naredili zelo veliko. Moramo stvari nekako vzeti v svoje roke, da moramo imeti lastno voljo, seveda mislim tukaj na eno pozitivno samozavest in da lahko sami marsikaj spremenimo. In to seveda s pomočjo kreativnosti, ne s pomočjo destrukcije. In to se mi zdi eno pomembno sporočilo letošnjega leta. A nekaj več kot 30 milijonov evrov vredna medalja ima žal tudi svojo nesvetlečo plat. Zdi se mi, da bi ta Evropska prestolnica kulture bila bistveno bolj uspešna, če bi v sebi bila bolj reflektirana, če bi dopuščala kritiko, če bi dopuščala, kot rečeno, neko misel o sami sebi. Ni bilo dosti
niti opazno, da je Evropska prestolnica kulture, razen pač teh balonov, pa kakšen občasni projekt, ko smo ga imeli. Ves čas je projekt denimo bil bitko s financami. Zavod Maribor 2012, ki bo deloval še do julija letos, od občine pričakuje še slaba 2 milijona evrov. Po eni strani so razlogi za finančne zaplete objektivne narave, vendarle smo v času recesije. Po drugi strani pa je ta projekt imel vedno nek problem na eni strani in prednost na drugi strani, da ni bil odvisen samo od enega financerja. Nekatere izkušnje koproducentov so trpke, denimo sprotno zniževanje določenih zneskov. Vase se je sesedla zgodba o novih infrastrukturnih pridobitvah, novi rotovški knjižnici in umetnostni galeriji ali pa v kulturnem središču Max. Konceptualno drugače bi bil morda lahko zamišljen denimo 130 tisoč evrov vreden projekt Stoletno mesto, 100 Year City, arhitekturna vizija Maribora čez 100 let, predstavljen na arhitekturnem bionalu v Benetkah, čeprav je pritegnil več kot 400 ustvarjalcev. Začetek je bil vsekakor glamuroznejši od zaključka, ki je bil bolj komorne narave. Katero dnijo pa bo bolj ostal v spominu in kolektivni zavesti meščanov, pa je vprašanje časa. Lorsque vous baisserez le rideau dans quelques semaines, la capitale européenne continuera. Žezlo predstavljanja evropske kulture sta od Maribora in partnerskih mest prevzela francoski Marseille in slovaške Košice. Marseille je v predstavljanje vstopil že preteklo soboto, Košice pa to čaka prihajajočo soboto. The main idea of the European Capital of Culture in Marseille-Provence is sharing the Souths. That is to change the point of view on culture in the Mediterranean, not to divide the North and the South, to bring all the artistic and cultural activities of the Mediterranean together in Marseille and Provence. We are a project for a whole territory. There are more than 90 cities involved in Marseille-Provence 2013, going from Arles to La Ciotat, passing through Marseille and Aix-en-Provence. It mainly corresponds to the Bouches-du-Rhône districts. Year 2013 for Košice means as well the sort of turning point for the city. It's a great opportunity for us to reposition the city and to change the city from post-industrial to the modern creative metropolis of Eastern Slovakia and Carpathian region. It's the time when we are investing into the new cultural infrastructure. V nadaljevanju predstavljamo portreta dveh glasbenikov. Prvi je Emil Baronik, ki zagotovo velja za enega najprepoznavnejših obrazov mariborskega opernega odra. V tukajšnji operni hiši, kljub svojim letom, še vedno pa ustvarja številne glasbeno-igralske like iz oper in operet. Je pa tudi eden redkih baritonistov, ki svoje pevski karieri zvest že 50 let. Malo je ustvarjalcev, še zlasti pevcev, ki bi v polni meri živeli odrsko življenje kar 50 let. Emil Baronik, pevec, baritonist in izvrstni igralski interpret, se je mariborskemu opernemu odru zapisal z več kot 4000 nastopi. Njegovi mladostni začetki segajo v 60. leta prejšnjega stoletja. Še posebej rad se spomni vseh, ki so ga v rosnih mladostniških letih usmerjali na pot profesionalnega klasičnega petja in v opero. Me je že v osnovni šoli gospa Koroščeva Bavkartova. Ona je pevski pouk počela na osnovni šoli in seveda zborček imela, ne. V tistem zboru me je ona tako odkrila, tam sem docola pel in ona je tudi moji mami predlagala, vašega sina pa morate dati študirati petje, ne. Mama je malo to gledala, tako verjetno, ampak rekel, dobro, pa ne gre. Jaz sem pa bil vedno veselje. Jaz sem hodil, recimo sem tu barvarski stanoval, to je Marica Ljubejeva, pa še njen soprog Karlo Kamušič. In je tudi, bi rekel, priskrbel dosti kart ali pa vratarju, tako je rekel v starem gledališču. In tu bo prišel mladi fan, tega spusti na gledališče, na stojišče in smo takrat hodili vse predstave gledati že kot 15, 16, 17-letni fan. Srednjo glasbeno šolo sem obiskoval v Mariboru, tam sem tudi pred festivalom v Brišniku končal vse skupaj, potem sem pa šel v angažma, tako je bil razpis za
zborista mariborske opere leta 1962. Takrat je bil Jako Cipci, ki je zdaj že pokojni, slovenski tržaški dirigent. Ko sem prišel tja na audicijo delal, sem recimo Arijo Figara peval, Arijo Očeta, Arijo Valentina iz Fausta 3. In je Cipci rekel dirigent, pa šta ove mladić radi audicijo za solistu ili za hor, šta ovaj peva toliko? Emil Baronik je na mariborskem opernem odru, pa tudi z gostovanji v Ljubljani in Zagrebu ustvaril čez 120 različnih likov klasičnega opernega repertoarja. Nastopal je v Mozartovih, Rossinijevih, Donizetijevih, Puccinijevih operah. Prepoznaven bariton in igralska prepričljivost, ki je pri opernih pevcih redka, ga pri ljubiteljih opernega gledališča umeščata med najbolj prepoznavne mariborske operne pevce. Občinstvo pa si ga je najbolj zapomnilo po karakternih in komičnih vlogah, predvsem v zvrsteh, kot sta musical in opereta. Vse se ve, ne, da je bila prejšnji, po Jugoslaviji prepovedano, ne, opereta, musical, ne, ker to je nekaj bilo zahodnega. Ne. Kako smo se osamosvojili, je bilo pol takoj skoraj po tistem, ko se je začelo musical opereta, je prišel gospod Šepančič iz Zagreba, je dal predloge, on je v Zagrebu na komediji delal, in Zagreb je pa skozi imel musical opereta, tudi v prejšnjem sistemu. Ne. Slovenci smo še nazaj potegnili, da je bilo to nekaj prepovedano. Ne. Tudi začetka sem jaz na to gledal, to je tako nekaj opereta, musical, nekaj nakotnega. Ne. Ko smo pa začeli delati, pa je dosti teže kot marsikatera opera. To upam izkušnjo povedati. Recimo, da človek iz Manče, tam sem Don Quixota predstavljal, zato sem tudi bil nagrado Prešernovo za to vlogo. Došlač na strehi, netopir, to so težje stvari kot marsikatera opera. Tu mora pevec znati govoriti, mora biti zelo dober igralec, ker drugače v operi se to malo zakamuflira igra lahko, ne? V musicali, v opereta, to pa mora biti tudi igralec. In to je tudi petje drug način, moraš se pripraviti na pevsko vlogo, ne? Nekaj moraš v sebi nositi. Ne? To pa je tisto, ker moraš vsako vlogo doma preštudirati, kaj pomeni ta vloga, kakšna je. Malo gibe in to vse ti da režiser, koreograf, sam pa moraš biti toliko, da se poglobiš to vlogo. Recimo človeka iz Manče, Don Quixota sem delal, da sem se skoraj, recimo ko sem to študiral, zraven teksta jokal. Jaz živim v vsako vlogo, ali je srednja, mala ali ogromna. Emil Baronik je del mariborskega operno-gledališkega ansambla pol stoletja in z nostalgijo se spominja zlatih časov opere, ko so dela izvajali izključno v slovenskem jeziku s slovenskimi pevci. 30 let nazaj je bilo angažiranje mariborske opere slovenskih pevcev, samo naših, 14. Smo imeli v starem gledališču, še ni bilo nove dvorane, ne? Tam gre 300 sedežev, ne? Smo imeli vse abomaje, tako da smo tam vsako predstavo, recimo Svilska brivca, kakorkoli, vsako smo mogli najmanj 30 odigrati, da smo zadostili tele novi dvorani, ki gre 900 not. Krat 3, ne. Tu jih damo 10, tam smo jih dali 30, ne. Zdaj pa, ker upam reči, da slovenskih pevcev na akademija, na glasbenih šolah ogromno konča, ampak noben ni sposoben, da pride v angažma, recimo, ne. Ne vem, kaj se je zgodilo, ali to pa manjkanje kvalitete profesora, ki počuje, kaj to, in to ne bom sodil. V glavnem jih ni. To gre vse nekam učiti, ali nekaj zborčke imeti, kaj takšnega. Tako, da se treba pomagati tudi z gosti. In če so gosti, se mora peti v originalu, normalno, ker gost za 4-5 predstav ne bo se slovensko naučil, ne. Tako da gre cel korpus v originalu in študira in pride kvalitetni pevci gostovati normalno, ne. To je za drugo obdobje, tako da tisto naše obdobje slovenskega teksta, slovenskih opernih pevcev je šlo.
Emil Baronik je za svoje umetniško delo prejel nagrado Prešernovega sklada. V Mariboru najvišjo nagrado na področju kulturnega ustvarjanja Glazerjevo nagrado. Častni naziv ambasador SNG Maribor pa so mu poklonili v matični gledališki hiši. Kljub zavidljivim letom še vedno koncertira tudi izven gledališča, poučuje petje. Ustvarjalna energija pa ga, kljub temu, da je že upokojen, vedno znova vrača na njemu ljubljeno mesto, na oder. Jaz sem igralec in se bolj počutim na oder doma in tu lažje pojem. Z koncerta nimam preveč. Recimo, če sem kje, v cerkvi na koru, če je koncert, tisto drugo. Kak je pa publika tam tako blizu, se pa ne počutim, da skozi nekaj z rokami hočem interpretirati in to, No, vse je dobro tudi, da nekaj malega narediš, ampak imam reči gledališče, oder. Tako ima igralec in vrst karizma, kot se temu reče, Tako ima tudi pel s karizmo. Dosti režiserjev je bilo tukaj, ko so mi rekli, to zdaj ne bom, da se bom hvala, so rekli, Baronik pride na oder, naredi to in to, ima karizmo, to gre. Tako tudi publika na to gleda, kako prijemo na oder, vemo, da bo dobra predstava. To je taka fama, ki se je okrog mene zgradila, tako da bi rekel, to moraš imeti ali pa nimaš, to se ne da pridobiti. Pesnica in intermedijska umetnica Rada Kikelj-Drašler je po več kot desetletju zasedbo Orkestrada uresničila svoje zamisli in sanje o avtorski uglasbeni poeziji. Z Orkestrado tako zdaj zarisuje svet stare popevke, džeza, bluza in etna. Konceptualno, slogovno in zvočno dodelana zasedba pod vodstvom Rade Kikelj-Drašler že s pogledom na inštrumentarij da slutiti manj ustaljeno glasbo. Ob električni kitari, bobnih, kontrabasu, violini, flauti in občasni trobenti se s poezijo poigrava tudi hang, akustično glasbilo, narejeno iz železa. Navdih je bila sama poezija, ki se je začela rojevati v meni, v bistvu v osnovni šoli, srednji šoli in potem se je nadaljevala skozi mojega obdobja fakultete, študiranja. Tako da se je v bistvu ideja rojevala desetletje, tako, mogoče celo več, dokler ni našla te oblike, kot jo je. Poezija Rade Kikelj-Drašler je z neštetimi avtorskimi pristopi enkrat zasanjeno poetična, drugič odkrito nagajiva, občasno tudi drzna. Meni je važno, da gre besedilo skozi ljudi. Pomemben mi je sam nastop, performance, glasba pa je pravzaprav raznolika. Mogoče nas če dalje bolj zanima sama improvizacija, mogoče bomo nadaljevali čisto v drugi smeri, ampak zaenkrat smo raznoliki, stilsko raznoliki, prepleta se glasba skozi jazz, blues, mogoče etno. Glasbo Orkestrade je težko enoznačno opredeliti. Nanjo vpliva tudi žlahtna slovenska popevka, šanson in eksperimentalna glasba. Zanje so značilni tudi odmiki od klasičnega prepevanja. Je mogoče prerasla mene samo, ne oklepam se tekstov več, ne smatram jih več tako osebno. Vsakdo se lahko na svoj način najde v njih, nekatere so bolj družbeno kritične in jim bolj paše recimo stil hip-hopa, repa, nekatere so bolj plavajo v neki vetru in občutku ljubezni in zaljubljenosti, kar je spet nastalo v drugem obdobju. In to mogoče predstavlja tudi nekako naša scena v ozadju, ki je v bistvu kolaž, patchwork, različnih kosov blaga, različnih barv, različnih oblačil, to, kar v bistvu tudi sami se kot kača levimo iz obdobja v obdobje in
smo pač nekje v notranjosti tudi raznoliki. Leta 2011 je zasedba Orkestrada pri založbi Radio Študent izdala tudi svoj prvenec Pusti. Tu sem si želela nekako posneti te pesmi kot neko projektno delo, ampak smo iz tega sodelovanja nastali kot skupina in zdaj je želja tudi po sodelovanju in še delanju pač novih pesmi in poglabljanju tega, kar smo do zdaj skupaj prepletli. Januarja je po televiziji moč spremljati prenos tradicionalnega novoletnega koncerta Dunajskih filharmonikov. Tradiciji novoletnih koncertov pa sledijo tudi mariborski simfoniki. Ti so pretekli teden v 2 reprizah v četrtek in petek pripravili dobro obiskan novoletni koncert. Medse pa kot pevsko gostjo povabili argentinsko pevko Guadalupe Barrientos. C'est vrai que l'orchestre de Vienne, c'est un orchestre absolument incroyable, mais incroyable aussi tellement ils sont, je veux dire, malléables. Selon les chefs d'orchestre, ils vont avoir des couleurs totalement différentes. Ils peuvent jouer tous les ans An den schönen blauen Donau, et ce ne sera jamais la même musique en fonction de l'atmosphère du jour, des événements de l'année et de la personnalité du chef d'orchestre qui sera devant eux. Et donc on essaye dans toute l'Europe de donner notre concert du jour de l'an qui ne soit pas une copie de celui de Vienne, parce qu'on ne peut pas copier Vienne. Mais on peut donner un petit peu de notre sentiment festif et de notre joie au cours de ces concerts. Donc moi j'ai pris le parti d'avoir une deuxième partie viennoise, dans un pur style viennois et assez amusant, avec une première partie qui est plus tournée vers le répertoire espagnol, puisque nous commençons l'année avec une nouvelle production de Carmen, de Georges Bizet. Et donc j'ai voulu donner cette côté de musique espagnole savante qui est la musique de Manuel de Falla, qui est un compositeur absolument incontournable de la musique espagnole. Manuelo de Falla je pionir pridodal še Ruperta Čapija, ki je pisal simfonična in komorna dela, opere in zarzovelo, špansko lirično-dramatično glasbeno zvrst, ter mehiškega skladatelja Agustina Laro. V zarzoveli in Granadi, ki jo je skomponila Lara, je občinstvo lahko spoznalo argentinsko operno in koncertno pevko Guadalupe Barrientos. Izbrani komponisti so v njeni rodni Argentini velikokrat na repertoarju. Operi SNG bo Barrientosova v začetku februarja nastopila v vlogi Carmen v istoimenski Bizejevi operi. Že zdaj pa jo prevevata vzhičenost in prijetno vznemirjenje. I'm very excited to start with some Spanish thing and to prepare Carmen here with Maestro. I'm very excited and looking forward. The public is amazing. I feel a special connection. They just look at you and they pay attention. It's amazing. I want to give always more because they are always looking at you and expecting more. And so just want to give more. Zarzuela is like operetta. You can play with the music, the rhythm, and the text more than in opera. So I like very much to do Zarzuela. Cette fois-ci, c'était un choix de musique à grand spectacle, bien que les suites de De Falla soient aussi pleines de musique tendre, pleines de choses beaucoup plus confidentielles. Mais pour qu'on ait le grand spectacle qui éclate, il faut avoir eu quelque chose d'un peu plus intime. Voilà. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a choisi ces pièces de Falla. Et maintenant, les pièces de Strauss, c'est aussi pour se faire plaisir et pour faire plaisir au public. Novoletni koncert sodi med tiste koncerte klasične glasbe, ki so izjemno priljubljeni. Pri koncertnem dodatku, znamenitem Radetskem maršu, pa se nekako potiho pričakuje participacija občinstva. Ob takšnih posebnih svečanih priložnostih dirigenti celo sami vzpodbujajo interakcije z občinstvom v dvorani. Pri tem morajo imeti nekaj igralskega talenta, priznava pionir,
A sam zagotovo sodi med tiste dirigente, ki publiki energičnega sodelovanja s ploskanjem ne branijo. Quelle est votre expérience de ces concerts des Nouvel An? C'est pas les premiers pour vous? Non, pas du tout, pas du tout. C'est une tradition à laquelle je me plie assez fréquemment. C'est toujours un bon moment de partage, à la fois avec l'orchestre et le public. C'est vrai qu'on arrive après une période de décembre qui a toujours été très chargée, beaucoup de spectacles pour tout le monde. Donc on répète un peu vite entre deux spectacles, mais voilà, la qualité est toujours là. Et pour nous, c'est un grand plaisir, c'est un rendez-vous avec le public. Z novoletnim koncertom mariborskih simfonikov pa tudi zaokrožujemo tokratno oddajo Glasnik. V prihodnji oddaji bomo med drugim spregovorili o razstavi Ane Frank na mariborski prvi gimnaziji in o bližajočem se mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta. Zdaj vam pa želim le še prijeten in kulturno razgiban teden in nasvidenje prihodnjič.